Zdaj bom povedala eno zgodbo, ki je sicer malo povezana z mojo ekipo, ampak je povezana pa zelo veliko s strahovi. Pred 2 letoma, jeseni 2016, se je ekipa odnosov z javnostmi Lidla Slovenija odločila, da gre na team building. Rekli smo, gremo početi nekaj popolnoma drugačnega, nekaj čisto izven okvirjev in smo se odločili, da se gremo potapljati. Nihče od nas se prej ni potapljal, ena punca je imela nekaj zelo slabih izkušenj, ampak skratka, bilo nas je že v štartu strah. No, potem smo se vseeno odločili, da gremo na potapljanje in to poteka nekako takole. Seznanjate neke teorije, potem ti pokažejo opremo preizkusiš, na suhem seveda, se natakneš tisti kombinezon, vzma neopren, preizkusiš, zadeva deluje, lahko bom dihala pod vodo, v redu je. In potem greš pod vodo. In ko se ti v bistvu približuješ z nosom nekako vodni gladini, tvoje telo začne delati, utopila se boš, strah te je, ne boš mogla, to ne bo šlo. In v bistvu v tistem trenutku se moraš umiriti, se ustaviti in reči, ok, opremo imam, oprema bo poskrbela za to, da bom lahko dihala tudi pod vodo. Zaupaj tej opremi. In smo šli seveda vsi pod vodo in prišli ven presrečni in polni enega adrenalina in ene sproščenosti. In kaj smo od tega tudi vsi potegnili, je to, da se znamo tudi zdaj, kdaj, ko je stresna situacija, PR-ovci se veste, kakšni smo, se znamo nekako vsi tako spogledamo in rečemo, ok, zdaj pa stop, zdaj se pa ustavi, dihaj, pokaj pod vodo in zaupaj temu, da znaš in da zmoreš in potem pojdi naprej. In tako rešujemo tudi nekatere stresne situacije, ki jih imamo pri našem vsakdanu. In to je bil za mene en tak primarni strah preživetja, ki me je v bistvu naučil, da moram znati zaupati sebi in svoji ekipi, ki jo imam. Ustavi se in premagaj strah.